Kraj Solinje Grič, na Griču črna gradnja. Nikogar ni doma pri Turkovih na dvojezičnem ozemlju. Siamo davanti alla casa di Turci. La casa è ancora integra. Vitoslav Turk svoje hiše ne podira, pohištvo je še v njej, torej je ni izpraznil. Samo rušitve ni. Hiši bo krojila usodo naša slovita pravna država. Meni se zdi pravilno, če zgradijo na črno, da si morajo sami porušiti. Ne, jaz ne bi rušil tega. Enim rušijo, drugim ne. Tisti, ki so privilegirani oziroma na kakšnih položajih, tem ne tikajo hiš. Enemu revežu, kot je bilo zadnjič prikazano, ki so ga na cesto spravili, to je pa prav, ne? Ne. Vito Turk je še manj priljubljen kot njegov neprav oboževani predsedniški brat, vsaj v Parecagu. Se mora naučiti pozdraviti. Turkovi sosedje, ki ga zadnje čase ne videvajo prav pogosto, pred kamero niso kaj prida zgovorni. So pa povedali, da delavci od takrat, odkar je izbruhnila afera okoli črne gradnje, sploh več ne delajo pogosto oziroma ne vzdržujejo dobro stanje obeh novogradenj. Vprašanje je, če je človek pripravljen podreti svojo hišo zgrajeno na črno. Jaz se ne bi šla rušiti, no. Če je prišla odločba, o tem bi naredil to, ne. Zašto je radio ilegalno, a ja sam platio sve dažbene komunalije i digao sam kredit ili šta ja znam. Drugi so dvignili hišo ali dve na območju nekdanjega rastlinjaka. Smo pač država dvojne morale in relativne pravice, ki malega človeka pošilja na smetišče zgodovine.